Kariero je treba v času študija graditi že zato, ker se s pravo kariero zase ne rodiš, ampak si jo narediš. Tako da je pomembno, da spoznavaš ljudi, različne poklicne poti, odkrivaš svoje talente in interese in se potem usmeriš na tisto pot, ki te res najbolj veseli in te bo lahko srečevala. Meni se zdi relativno pozno, da ti šele po končani diplomi začneš razmišljati, kaj bi rad delal, ne. Zato, ker če se dobro organiziraš tekom študija in probaš različne stvari preko različnih študentskih del opravljati, se nekako bolj najdeš in začneš delati tisto, kar si dober in kar te veseli. Če te pa delo veseli, si pa potem tudi veliko bolj angažiran, imaš večji angažma pri samem delu, si bolj motiviran in vsekakor veliko več pokažeš, ne. Mislim, vedno opažam, da vsakič, ko delam nekaj, da to pol potegne za sabo še druge stvari, ki mi pol naprej omogočajo kakšne druge projekte ali pa me še kdaj uporabijo tako. Zato, ker potem, ko končaš, je morda fajn, da vsaj veš približno, kaj je na trgu in kam se lahko obrneš. Ker če končaš, pač nikoli nisi nikjer bil, potem imaš ali preveč izbire, pa ne veš, kje je dobro, kje je morda malce slabše, ali pa sploh misliš, da ni izbire, kar pa tudi ni v redu. Oglas za to delo dejansko je bil posredovan iz CERŠ-a, to je Center za razvoj študentov Ekonomske fakultete, tako da ja, definitivno je bil to kanal. Meni večinoma moram reči, da mi je akademija zelo veliko pomagala, no. Da tam pač razne delavnice, projekti, ki so realni, da pol prinesejo za sabo te stvari. Ja, potem pa imamo v okviru študija tudi obvezno študijsko prakso. To sem se pozanimala na fakulteti, jo tam našla, delodajalec me je spoznal, smo se dogovorili za kadrovsko štipendijo tudi tam, tako da je šlo super. So mi pa karierni centri dali veliko informacij glede ostalih delodajalcev, tako da če bi hotela zamenjati recimo svojo poklicno pot, so me zelo dobro pripravili na razmere na trgu dela, se mi zdi. Jaz mislim, da malce je za to kriva že ta kriza, ki pa se je pojavila in podjetja res ne zaposlujejo toliko veliko. Veliko je krivo po mojem to, da se je vse avtomatiziralo in je vedno manj dela, dejansko, ki ga lahko človek opravlja in je večina teh strojev. Veliko pa mislim, da so krivi tudi kar študentje sami, oziroma smo krivi kar študentje sami, ker živimo v tem svetu, kjer mislimo, da nam bo vse položeno na pladnju, pa se potem včasih kar ne odločimo, oziroma smo prestrašeni in imamo preveč izbire in se kar ne moramo odločiti, kaj bi in kje bi, če sploh. So seveda drugačni časi zdaj, tukaj si res ne smemo zatiskati oči, ampak tisti, ki si službo nekako hoče najti, išče službo, je aktiven v raznih drugih stvareh in z ljudmi nasploh aktiven, se mi zdi, da zanj pač obstaja vedno možnosti in so možnosti odprte, samo pač poiskati, aktivno jih je treba, ne. Prevelik opis na smeri, ki ne rabijo toliko velikega opisa, prevelika masa ljudi, ki pridejo vsako leto na trg, brez da bi imeli toliko služb. Pač se mi zdi, da ne gledamo dosti na potrebe države, kakor pač gledamo samo na to, da ima fakulteta dosti opisa, zato da bo imela dosti pač pol denarja ali ne vem, ne. Mogoče v neprilagojenosti študijskih programov glede na potrebe na trgu dela, zaradi celotne situacije, pač v Sloveniji krize, pa tudi zaradi pasivnosti študentov, ki čakajo na nadaljnja navodila, tako kot v šoli, in se mogoče ne pripravijo dovolj na to, da bodo sami aktivni v svojem življenju in naredili nekaj sebe.